1.2 kilometers, second left turn, pay attention just after the start. Okay, tole mi je ostalo, nisem mogel več pojesti, po mojem sem si naredil dobrih 100 gramov riža, pa ja, sem že skoraj kozlog, sem že včeraj toliko pojedel, tako da zdaj bom še na filu malo Haribo bombončkov v trebuščka. Pol pa, nič, gremo že počas na štart, tako da, juhu, Franjica. Polhane enih stvari je za pokomentirati, kar se tiče Franje. Prva stvar, rad bi se zahvalil vsem, ki ste vzpodbujali vzdušje, vsaj meni je bilo super. Tako da ja, na tem se nimam kaj za pritoževati, vsi navijači, kolesarji praktično dobivam same pozitivne feedbacke, tako da bomo še naprej pač delali te vloge, sploh z Julijom se začne še nekaj posebenega, tako da spremljite. Vse, kar bomo delali, bo zastonj, tako da ni nič plačljivega. Tako da ja, upam, da boste uživali. Zdaj pa, kar se tiče Franje, ta video bo predvsem, kaj sem prav naredil, kaj sem narobe naredil, pa tisti, ki mogoče ne veste, da se najdete noter in mogoče za naslednji maraton pač pravilno se pripravite, odpeljete itd. Se pravi, mogoče ta prva stvar, gremo najprej čez pozitivne stvari, se pravi tisto, kar sem prav delal. Meni osebno, da sem se v toliko kratkem času toliko dobro pripravil za na maraton, predvsem kar se tiče tukaj z velorundami. V prvi skupini so me fantje oragnali, to, kar sem že večkrat poudaril, in brez družbe mi po moje ne bi ratali. Tako da to je ta prva stvar, številke so bile v redu. Tako da lahko sem sam vesel, da sem se se pravi, koliko je to, v 3 mesecih, da sem začel, rečemo, se malo voziti, je bilo februarja, pol z marcem sem pa res začel trenirati in ja, sem prišel do Franje z 5000 plus kilometri, kar mi je bil nek cilj. Tako da to je vse top, se nimam kaj za očitati oziroma, da sem se kaj narobe pripravil. Zdaj, mogoče bi bila to pa tudi edina pozitivna stvar, kar se tiče moje priprave in se pravi na maraton. Zdaj, kar se tiče negativnih stvari, pa bom na koncu mogoče še ta psihološki feedback povedal, ki sem ga mogoče zdaj dojel po Franji, oziroma sem mogoče razmislil že prej, ampak ja, nima veze. Kar se tiče negativnih stvari, pa zakaj sem v bistvu tako slabo odpeljal, se pravi skupno sem bil 102. Ta prva negativna stvar je, da sem že štartu zelo prazen. Se pravi, na štartu sem čakal koliko, dobrih 40 minut in sem imel premalo za piti. Nisem se z nobenim zmenil za kakšen bidon itd. Sem rekel, da vidim pač, kako večina gre na maraton. In moram reči, da je bilo letos pol tudi prvič, ko sem bil čist prazen že pod klancem, kaj šele pol naprej. Tako da ja, to je ta prva stvar, premalo sem imel za piti, če sem bil dehidriran. Unika me poznate, veste, da že kle, ko smo na velotu, spijem 2 bidona v cirka uri pa pol na 50 kilometrih, tako da ne vem, kaj sem razmišljal, da bom imel 3 bidone, rečemo, dost za skoraj 100 kilometrov, ampak ja, to je prva napaka. Se pravi, dehidriran. Kar se tiče hrane, pa to sem imel super vse pošlihtan, saj meni se zdelo, da sem imel dosti energije, da sem tudi prišel spočiti. Tudi pulza sem imel načeloma, sem ga lahko dvignil skoraj do 170, kar je za 10 utripov več, kot ponavadi, tako da tukaj, kar se tiče, to sem vesel. Pol ta druga stvar je bila postavitev v boksu. Vsi veste, da poznam praktičen večino ljudi, ki so pri Franji zraven, in bi komot lahko šel v prvi boks, ampak se nisem hotel neki šlepati oziroma izkoriščati, bom rekel, privilegijev. Tako da,
ja, sem štartil pol v 5. boksu zadnji, kar se tudi v videu vidi. In to je bil mogoče tudi ta glaven razlog, da ko sem prišel do podklanca, sem bil pač čist prazen čez Ljubljano, kadarkoli sem pogledal na števce, je bilo tam od 500 do 700 vatov, se pravi, da sem ujel ta prve do konca Ljubljane, kar mi je bil cilj, da bi se pol kao spočil do podklanca, ampak ja, sem bil toliko kisu, toliko prazen, da pač sam, ko se je klanc začel, sploh ni bilo več une energije, ko vsi vemo, da tudi, ko ne moreš iti, lahko še vedno obračaš neke cifre, jaz pač preprosto sem prišel čist pač prazen gor. Zdaj, še ena stvar, ki mogoče niti ni neki izgovor, ki je za vse isto, se pravi ta vročina, mene kar ubija, ne vem, primer lahko dam v soboto, pa sem se šel zapeljati sam za 1 uro, ko sem prišel domov, sem gledal Dauphiné. Mi moja rekla, da ne sam neki poberem gor, jaz ostanem, se mi je zavrtel, sem sam skup padel dol, 1-2 sekunde zgubil, ne vem, zavest, kakorkoli. Tako da, ja, pač name vročina, ne vem, tudi zaradi švicanja in vsega, se ful potim in ja, ne vpliva glih najboljš, tako da še nekaj, kar se bom mogel pač nekako probati navaditi za naslednje maratone, kar bom šel odpeljati. Tako da to so bili neki pač te, rečemo da minusi, mogoče ne glih, ja, organizacija iz moje strani najboljša, ampak ja, vem za naslednjič, vem, da bom imel dosti več za piti zraven, imam pa jest v vseh bidonih, ki jih imam vedno same elektrolite noter, vode, mi ne naredi dober, je pa res, da to je 2 ure pa pol, ni take sile, če bi šel na ta veliko Franjo, bi zihar imel tudi vodo, čisto sam zaradi tega, ker ne moreš sam cukra piti, ker se ti že malo blede pol na koncu. Tako da, evo, to je cilj, mislim, to je, kar se tiče minusov. Rezultat na koncu, kot sem rekel, daleč od tega, kar sem si želel. Ampak še en minus, ki je tudi nekako logičen, štartu sem s čist preveč kilogrami, se pravi v 3 mesecih ne moreš ti glih shujšati, ne vem, 15 kil, tako kot sem si jaz zadal. Na koncu sem šel dol, mislim, da 6-7 kil, kar glede na to, da sem jedel praktično čisto vse, kar mi paše, pač sem še vedno rekreativc in ne bom zdaj, kako bi rekel, če se preveč dam v neke okvirje, pol se mi zdi, da vsi okrog mene, ki so zelo trpijo, ker sem pol jaz tudi malo bolj tečen in ja, sem jedel pač to, kar mi pasal, to, kar imam narejen na šihtu in tako da zdaj boste videli v juliju, če se bom lotil tega projekta z vsemi vami itak, boste videli ja, pol naprej, kako se mogoče malo bolj pravilno lotiti in bomo že začeli v bistvu trenirati z vsemi vami skup že za naslednjo sezono. Malo bolj strukturirano, kakor je bilo letos, pa da vidimo, kam pol lahko pridemo. Tako da bi se še enkrat zahvalil vsem, ki ste podpirali, ki ste vzpodbujali, tudi zdaj na maratonu vas je bilo kar nekaj. Jaz, ko smo prišli na klanc gor, jaz sem bil pač že čist gotov, jaz se ne spomnim, kdaj sem bil na ta mali Franji, pa da do Ljubljane nisem mogel potegniti oziroma kdorkoli je mem prišel, sem vedno lahko priključil, no, zdaj sem dal 3 menjave in je bilo to, tako da, ne vem, moram se privaditi na to vročino, definitivno sem pa, tako kot s to hidracijo, sem se sam sebe ja, zaklal. Zdaj pa, kar se tiče mogoče te psihološke strani, zakaj niti nisem hotel, mogoče sem že potihem vedel, da tudi če bom vse naredil prav, ne bom se mogel s prvimi pripeljati okrog in sem pol rekel, ok, da gremo letos probati, kako je, če štartaš bolj zadnji. Ja, in to je to, tako da za naslednje leto vse vem, ne bom več tega naredil, tako da bom izkoristil moje šanse pa veze in bom štartal spredi.
Sprav, dobili smo tale stojala za kolo, tlele imam jaz moj bike, cak, ja. So full sexy, dobro stojijo kolesa gor, tako da to je ena stvar. Dobili smo tudi tele TPU zračence, zdaj s črnim ventilom, imamo jih in 85 in 65 mm, tako da to. Pa smo dobili ta nov VH števc, ki bom tako rekel, jaz imam verzijo 2, to je zdaj verzija 3, ne bom upgradil, ker tiste funkcije, ki jih ima, zame niso glih neki pomembne, ampak vsi, ki pa uporabljate navigacijo dost, ja, vam bo mogoče koristili, ali pa če kupujete nov števc, tako da ja, ta pride, mislim, da 300, malo čez 300 evrov. Bike je pa je zdaj res v Sloveniji, tako da takoj, ko pride, vam bom še to pokazal, bom začel kle sestavljati ga, tako da ja, upam, da vam bo zanimiv. Pršel je, čisto sem vesel. Skratka, klele se sestavljata prv, pol pa še moj, kamar bojo šli oni zlati obroči, je pa takle, se pravi črn, mat, pa glos, pa z malo telimi zlatimi detajli. Tako da, jaz sem že zvagal vse skupaj, kar se tiče za mojega, ki je medium velikost, pride teža okvirja 950 gramov, vse skupaj nanese glih okrog 2000 gramov, kar je, mislim, da od Lovšeta je bilo okrog 1900 gramov, vse skupaj, se pravi frame set, jaz sem vagal čisto vse podložke itd., tako da, ja, se pravi za eno velikost večjo, zdaj bomo videli pol, ko bo sestavljeno, pa ko bo odrezan, ker mislim, da prejšnjega smo rezali in je bil 1900 gramov, zdaj ta je glih malo čez 2000 gramov, sam nič odrezan, se pravi vse zvagan, z vsemi podložkami, ki so zraven itd. Tako da jaz sem kar vesel, tako da zdaj se bomo lotili sestavljati in v naslednjem videu gremo pa čez vse, se pravi komplet bike, ko je sestavljen, kaj je gor. Če vas bo karkoli zanimalo, pišite dol v komentar. Ja, to je to. Bota oba dva na ogledu vsak dan na Ziherlovi 10, tako da upam, da se v kratkem vidimo. Moj bo sestavljen z Ultegro, s tem, da bo še od Ceramic Speeda bottom bracket gor, ki ga tukaj nisem imel. To pa mislim, da je to, bo pa za 105 sestavljen in me prav zanima, kakšna bo prišla na konc komplet teža kolesa, k Legend, se pravi, model, ki sem ga imel prej, je bila se pravi, s tole opremo, z Ultegro, je bila teža, mislim, da 7,35 ali 7,45. Zdaj me zanima, kako bo ta, kako bo lažji, kako se bo furil. Tako da vse to upam, da že v naslednjem videu gremo čez cel review, kako se bo furil. Skratka, jaz sem ful vesel, upam, da nam razočaran, ker pri takih stvareh sem pol največkrat razočaran, tako upam, da nov Lovše je rekel same superlative. Tako da, evo, jaz sem vesel. Do naslednjega videa, uživite na kolesu, let's ride!